V tem videu si bomo ogledali največje megastrukture zgrajene na vodi. Zato začnimo. Številka 10. Poplavne pregrade Most v Benetkah. Za tiste, ki ne vedo, obstajajo velike podvodne pregrade, ki lahko zaščitijo Benetke pred hudimi poplavami. Ta sistem se imenuje most. Sestavljen je iz 78 velikih jeklenih vrat. Ta vrata so nameščena na 3 prehodih, ki povezujejo Beneško laguno in Jadransko morje. Ko je gladina vode normalna, so vrata preprosto položena na morsko dno. Ta vrata so skrita znotraj velikih betonskih struktur. S površine jih ni mogoče videti. Voda in ladje lahko prosto prehajajo. Toda kadar prihaja zelo visoka plima ali nevihtni val, se v vrata spusti stisnjen zrak. Zrak potisne vodo iz vsakega vratca ven. Zaradi tega vrata splavajo in se postopoma dvignejo. Ko so vsa vrata dvignjena, preprečijo vstop vode iz Jadranskega morja. Previsoka voda ne more prodreti v laguno. Zaradi tega se zmanjša možnost poplav v Benetkah. Mesto potrebuje takšno zaščito, ker leži na nizki nadmorski višini. Benetke so zgrajene na številnih majhnih otokih znotraj plitke lagune. Ima veliko kanalov, starih cerkva, hiš, trgov in stavb, ki stojijo že več 100 let. Toda na nekaterih delih Benetk se tla počasi pogrezajo. Hkrati pa se stalno dviguje tudi morska gladina. Ko se hkrati pojavijo visoka plima, močan veter in nevihtni val, voda iz lagune prestopi in poplavi mesto. To domačini v Benetkah imenujejo aqua alta ali visoka voda. Ko se to zgodi, so poplavljene ceste, trgovine, hiše, cerkve in trgi. Eden prvih poplavljenih delov je trg Svetega Marka, ker je to eden najnižjih delov mesta. Leta 1966 so Benetke doživele eno takšno poplavo, eno najhujših poplav v svoji zgodovini. Leta 2019 je mesto ponovno doživelo hudo poplavo. Plima je dosegla višino 187 cm. Voda je vdrla v trgovine in stavbe. Veliko opreme in pomembnih delov mesta je bilo uničenih. Zaradi ponavljajočih se poplav je italijanska vlada našla način, kako ustaviti vodo, preden pride do Benetk. Projekt Moze so začeli preučevati že v 80 letih, toda trajalo je veliko let, preden je bilo dokončano. Preučiti je bilo treba zasnovo, njen vpliv na okolje, način gradnje in pravilno uporabo vrat. Stroški projekta so narasli na več kot 5 milijard evrov. Pojavil se je tudi velik korupcijski škandal. Leta 2014 je bilo veliko uradnikov in poslovnežev obtoženih sprejemanja podkupnin in jemanja denarja iz projekta. Zaradi tega se je gradnja še bolj zavlekla. 3. oktobra 2020 je bil Mose prvič v celoti uporabljen proti visoki plimi. Zapornice so bile dvignjene, preden je v laguno lahko vdrla prevelika količina vode iz morja. Voda znotraj lagune je tako ostala nižja. Zaradi tega je bilo središče Benetk rešeno pred pričakovano hudo poplavo. Od takrat se zapornice uporabljajo vedno, kadar obstaja nevarnost nevarno visoke plime. Toda Mose ne more rešiti vseh težav Benetk. Ne more preprečiti dviga morske gladine, prav tako ne more ustaviti postopnega potapljanja mesta. To je le začasna rešitev, ki preprečuje prekomerno vdor vode iz morja. Zapornice tudi ne morejo ostati dvignjene predolgo časa. Laguna potrebuje redno izmenjavo vode. To je pomembno za ribe, rastline in drugo življenje na tem območju. Ko so zapornice zaprte, imajo tudi velike ladje težave pri vstopu in izstopu. Zato jih dvignejo le, kadar je to res potrebno. Moze ni prajna rešitev za vse težave Benetk, toda za zdaj je to največja zaščita mesta pred hudimi poplavami. Pod vodo je 78 velikih zapornic, ki so pripravljene dvigniti se, kadar je ogrožene celotne Benetke. Številka 9. Most in podvodni tunel Öresund. Obstaja prehod med Dansko in Švedsko, ki se začne kot most, toda naenkrat izgine sredi morja. Ni prekinjen. Namenoma je bil naslednji del speljan pod vodo. To je povezava Öresund. Ta povezuje København na Danskem in Malmö na Švedskem. Celoten prehod je dolg skoraj 16 km, sestavljen je iz 3 glavnih delov. Prvi je skoraj 8 km dolg, most s Švedske. Drugi je umetni otok sredi vode. Tretji je 4 km dolg tunel, ki vodi na Dansko. Ko potuješ iz Švedske, najprej prečkaš velik most s poševnimi zategami. Ima visoke stolpe in velike jeklene kable, ki držijo srednji del mostu. Na vrhu vozijo avtomobili in tovornjaki, spodaj pa vozijo vlaki. Po mostu prideš do umetnega otoka, ki se imenuje Peberholm. Tukaj se cesta in železnica postopoma spuščata.
Dokler ne vstopita v predor pod morjem, po 4 kilometrih predor izstopi blizu letališča v Kopenhavnu. Ampak zakaj mosta niso preprosto podaljšali vse do Danske? Glavni razlog je letališče. Letališče v Kopenhavnu je zelo blizu Danske, na koncu prehoda. Če bi tam zgradili visok most, bi to lahko oviralo letala, ki pristajajo in vzletajo. Prehod za velike ladje mora ostati odprt. Veliko ladij pluje skozi ožino Øresund. Če je visok steber ali nizek del mostu na napačnem mestu, lahko ovira ladijsko pot. Zato, namesto da bi dvignili most, so cesto in železnico speljali pod morjem. Na ta način lahko letala prosto letijo po zraku. Ladje prosto plujejo po vodi, pod njimi pa vozijo avtomobili in vlaki. Celotnega predora niso izkopali kot običajen rov. Inženirji so najprej izdelali velike betonske odseke na gradbišču. Vsak odsek so nato prepeljali do morja. Nato so jih enega za drugim potopili v izkopani del morskega dna. Odseke so povezali skupaj in jih nato pokrili. Obstaja ločen predor za vozila in ločen predor za vlake. Obstaja tudi zasilni prehod, ki ga je mogoče uporabiti v primeru nesreče, požara ali če je treba evakuirati ljudi. Pomemben je tudi otok Peverholm. To ni naravni otok. Narejen je bil iz kamnov, peska in materijala izkopanega z morskega dna med gradnjo mostu in predora. Dolg je približno 4 km. Nihče ne živi tam stalno. Tudi tega niso spremenili v veliko turistično območje ali stanovanjsko skupnost. Po končani gradnji so to območje pustili nedotaknjeno. Tam zdaj rastejo rastline. Obisk ljudi je omejen, da se narava ne bi poškodovala. Sčasoma je to postalo dom za ptice, žuželke, rastline in druge majhne živali. Temeljito so preučili tudi vpliv projekta na morje. Øresundska ožina je pomembna vodna pot med Baltskim in Severnim morjem. Če so mostni stebri postavljeni napačno, lahko ovirajo ali spremenijo naravni tok vode. To lahko vpliva na oksigenacijo, slanost vode, ribe in drugo morsko življenje. Zato so inženirji prilagodili razdaljo in obliko stebrov, da voda ne bi bila preveč ovirana. Spremljali so tudi stanje morja pred, med in po gradnji. Velik vpliv je imel tudi povezava med Dansko in Švedsko. Predtem je bila glavna neposredna povezava med Kopenhavnom in Malmöjem trajektna linija. Potniki so morali čakati, se vkrcati na ladjo in prečkati morje. Ko so 1. julija 2000 odprli povezavo čez ožino Øresund, je potovanje postalo hitrejše in lažje. Avtomobili, tovornjaki in vlaki so lahko zdaj potovali neposredno. Danes veliko ljudi živi v eni državi, vendar dela ali študira v drugi državi. Prav tako je postalo hitrejše prevažanje izdelkov in potovanje do letališča v Kopenhagnu. Zaradi tega so postali posel, delo in prevoz med Kopenhagenom in Malmöjem bolj povezani. Vendar pa sta Danska in Švedska še vedno različni državi. Še vedno obstajajo mejni pregledi, ki lahko upočasnijo potovanje. Najboljše pri tem projektu pa je način, kako je rešil številne težave. Potrebno je bilo zagotoviti prehod za avtomobile in vlake, ladje ne smejo biti ovirane, letala v bližini letališča morajo biti varna. In naravni tok morske vode se mora ohraniti. Zato so zgradili most, ki se spušča na umetni otok in se nadaljuje kot predor pod vodo. Izginuti mostu na sredini morja ni napaka. Prav ta del je najpomembnejši del celotne zasnove. Številka 8. Most Hongkong-Zhuhai-Macao je najdaljši sistem prečkanja morja na svetu. Skupna dolžina mostu je 55 km in povezuje Hongkong, Zhuhai in Macao v južni Kitajski. To ni le en sam neprekinjen most. Sestavljen je iz dolgih mostov, umetnih otokov in predora pod morjem. Njegov glavni del ima skoraj 23 km dolg most. Ko pridete do središča morja, cesta se spusti na umetni otok in vstopi v 6,7 km dolg podvodni predor. Na drugi strani predora se cesta ponovno dvigne na še en umetni otok, preden se nadaljuje kot most. Ta del so naredili kot predor, da bi glavna pot za velike tovorne ladje ostala odprta. Namesto da bi ladje plule pod visokim mostom, plujejo nad predorom, medtem ko so vozila pod morjem. Težko je bilo to zgraditi, ker je ladijska pot zelo prometna. Poleg tega območje pogosto prizadenejo močni tajfuni. Celoten prehod je bil zasnovan tako, da prenese močan veter in potrese. V okolici izliva Biserne reke živijo tudi kitajski beli delfini, zato je bilo treba spremljati vpliv gradnje na njihovo življenjsko okolje. Glavna gradnja se je začela leta 2009, prehod pa so odprli 24. oktobra 2018.
Zaradi tega je potovanje med Hongkongom, Zhuhajem in Makaom postalo veliko hitrejše. Prej je bila dolga pot po kopnem draga, zdaj jo je mogoče opraviti v krajšem času. Odvisno je od prometa in mejnega pregleda. Najbolj impresivno pri tem je njegov dizajn. Ko mora ladja skozi, mosta niso dvignili. Namesto tega so celotno cesto spustili pod morje. Številka 7. Pregrada na Temzi. Na reki Temzi so velika jeklena vrata, ki ščitijo London pred hudimi poplavami. To je pregrada na Temzi. Nahaja se v Woolwichu na vzhodnem delu Londona. Ima 10 jeklenih vrat, ki so postavljena prečno. Na enem delu je široka več kot 500 metrov. Ko je voda normalna, so glavna vrata spuščena na dno reke. Zaradi tega lahko ladje prosto plujejo mimo. Toda, ko iz Severnega morja prihaja visoka voda, se vrata dvignejo in zavrtijo. Ko se ta zaprejo, zadržijo nevihtni val, še preden ta doseže središče Londona. To je pomembno, ker lahko močna nevihta v Severnem morju potisne ogromno količino vode v reko Temzo. Če se ta nevihta zgodi hkrati z visokim plimovanjem, lahko reka prestopi bregove in poplavi nižje dele mesta. Lahko bi bili prizadeti domovi, podjetja, prometni sistem in pomembne vladne stavbe. Gradnja se je začela leta 1974. Pregrada je postala operativna leta 1982 in bila uradno odprta leta 1984. 4 največja vrata so široka po 61 metrov vsaka. Vsaka vrata tehtajo več kot 3000 ton. Celotno pregrado lahko zaprejo v približno 90 minutah, vendar je to treba storiti, preden pride visoka voda. Zato strokovnjaki za poplave natančno spremljajo vreme, veter, plimo in gibanje vode v Severnem morju. Ko vidijo, da Londonu grozi nevarnost, zaprejo pregrado. Odkar je pregrada postala operativna, so jo že večkrat uporabili, vendar se nevarnost povečuje zaradi dviga morske gladine in podnebnih sprememb. Sprva so pričakovali, da bo njena osnovna življenjska doba trajala le do leta 2030. Vendar pa po navedbah Britanske agencije za okolje lahko pregrada še naprej ščiti London vse do leta 2070 zaradi vzdrževanja in nadgradenj. To je vključeno tudi v načrt Thames Estuary 2100. Namen tega načrta je ukrepiti poplavno obrambo Londona vse do konca stoletja. Trenutno Thamesova pregrada še naprej budno spremlja dogajanje. Ko je reka normalna, ostaja tiha. Toda ko naraste voda, njena velika vrata služijo kot obramba celotnega Londona. To so glavne značilnosti Itaipu jezu. Na meji med Brazilijo in Paragvajem se nahaja eden največjih hidroelektričnih jezov na svetu. To je jez Itaipu. Zgrajen je bil na reki Paraná in ga skupaj upravljata Brazilija in Paragvaj. Elektriko proizvaja z uporabo močnega toka vode iz rezervoarja, ki jo spelje skozi velike turbine. In to vrtenje uporabljajo generatorji za proizvodnjo elektrike. Itaipu ima 20 proizvodnih enot. Vsaka lahko proizvede 700 MW. Ko jih združimo, ima jez skupno zmogljivost 14.000 MW. Velik del elektrike v Paragvaju prihaja od tu. Prav tako zagotavlja pomembno oskrbo z elektriko za Brazilijo. Celoten jez je dolg skoraj 8 km, najvišji del pa doseže 116 metrov. Velika gradnja se je začela leta 1975. Da bi ga zgradili, so morali najprej preusmeriti dele reke Paraná. Delavci so izkopali velik kanal, da je voda lahko tekla drugje, medtem ko so gradili jez. Odstranili so milijone kubičnih metrov zemlje in kamnin. Za celoten projekt so uporabili več kot 12 milijonov kubičnih metrov betona. Toda pa ima gradnja tega veliko ceno. Ko so napolnili akumulacijsko jezero, je zelo velik del zemlje končal pod vodo. Sem so spadali gozdovi, skupnosti in slapovi Guaira, ki so bili nekoč eden najmočnejših slapovnih sistemov na svetu. Številne družine in staroselske skupnosti so izgubile svoje domove in zemljo, ki so jo dolgo uporabljali. Zato, čeprav Itaipu proizvaja obnovljivo elektriko, to ne pomeni, da nima škodljivega vpliva na naravo in ljudi. Pomemben del njene zgodovine je tudi sporazum med Brazilijo in Paragvajem. Po njihovi pogodbi imata obe državi pravico do polovice električne energije, ki jo proizvede elektrarna. Vendar ima Paragvaj manjše potrebe. Zato svoj presežek daje ali prodaja Braziliji po dogovorjenem sistemu. Več let so bile cene in plačila za to elektriko vir napetosti. Zaradi tega sta se državi večkrat pogovarjali o tem, kako bi lahko njun dogovor postal bolj pravičen. Itaipu ni več vedno na prvem mestu po količini proizvedene elektrike vsako leto. Vendar pa ostaja ena najmočnejših in najpomembnejša hidroelektrarna na svetu.
Zagotavlja ogromno obnovljive električne energije. Hkrati pa tudi dokazuje, da lahko ogromen energetski projekt prinese velike koristi. Lahko pa tudi povzroči trajno izgubo zemlje, narave in skupnosti. Številka 5. Viadukt Millau. Na jugu Francije je most, ki je zelo visok, zato ga včasih prekrivajo oblaki. To je viadukt Millau. Poteka nad dolino Tarn in je del avtoceste A75. Njegov najvišji stolp doseže 343 metrov od tal do vrha. To je višje kot Eiffelov stolp. Sama cesta pa je približno 270 metrov nad dolino. Zasnoval jo je inženir Michel Verlodier, arhitekt pa Norman Foster. Gradnja se je začela leta 2001, most pa so odprli leta 2004. Zaradi zelo globoke doline ni bilo enostavno graditi ceste visoko zgoraj. Zato so najprej izdelali dolge dele jeklene cestišča na obeh straneh doline. Nato so jih počasi potiskali čez velike betonske stebre, dokler se nista oba dela srečala na sredini. S tem mostom vozilom ni več treba zapeljati v dolino in se voziti po ozki cesti skozi Millau. Potovanje med severno in južno Francijo je postalo hitrejše. Zaradi višine pa cesta izgleda kot navadna avtocesta. Toda pod njim je zelo globoka dolina. Zaradi tega viadukt Millau ni le cesta za vozila. Je tudi znana turistična atrakcija in eden najbolj prepoznavnih mostov v Franciji. Številka 4. Palm Jumeirah. V Dubaju je velik umetni otok v obliki palme. To je Palm Jumeirah. To ni bila naravna zemlja. Narejen je bil tako, da so vzeli ogromno peska z morskega dna in ga postavili na pravo mesto. Uporabili so GPS, da so natančno sledili obliki debla in vej palme. Za projekt so uporabili približno 94 milijonov kubičnih metrov peska, toda valovi lahko pesek zlahka odnesejo. Zato so okoli otoka zgradili tudi velik valobran v obliki polmeseca. Valobran je dolga pregrada, narejena iz velikih kamnov. Približno 11 km je dolg. Ta upočasni in oslabi moč valov, še preden voda doseže otok. Gradnja se je začela leta 2001. Po nekaj letih so se tukaj začeli naseljevati prvi prebivalci. Danes so na otoku hiše, stanovanja, hoteli, restavracije, plaža in turistične znamenitosti. Ena najbolj znanih znamenitosti tukaj je Atlantis de Palm. Palm Jumeirah je močno povečal obalo Dubaja, vendar pa je gradnja spremenila tudi naravni tok vode na tem območju. Sprva je bil valobran preveč zaprt, zato ni bilo ustrezne izmenjave vode znotraj palma. Zaradi tega so naredili odprtine, da bi morska voda lažje vstopala in izstopala. Pojavila so se tudi stara poročila, ki pravijo, da se del otoka rahlo premika ali potaplja. Vendar pa je to razvijalec zanikal in ni jasnih dokazov, ki bi potrjevali, da je celoten Palm Jumeirah v nevarnosti, da potone. Jasno je, da ga je treba nenehno spremljati in vzdrževati, saj je narejen iz peska in stoji neposredno na morju. Palm Jumeirah je dokaz, da je človek sposoben ustvariti novo zemljo sredi vode. A hkrati to tudi kaže, da ko spreminjamo morje, moramo upoštevati tudi vpliv na valove, tokove in morsko okolje. Številka 3. Jez treh sotesk. Na reki Jangtze na Kitajskem se nahaja jez treh sotesk. Ima inštalirano moč 22.500 MW. Zato je ena največjih hidroelektrarn na svetu. Jez je dolg več kot 2 km in visok je 185 metrov. Za njim je ogromno akumulacijsko jezero, ki sega več 100 km vzdolž reke Jangtze. Elektriko proizvaja z močnim tokom vode. Voda teče skozi velike turbine. Te poganjajo generatorje, ki proizvajajo elektriko. Jez tudi pomaga pri nadzoru poplav in omogoča prehod velikih tovornih ladij po reki. Vendar pa je imel projekt tudi zelo visoko ceno. Več kot 1 milijon ljudi je bilo preseljenih, ker je akumulacijsko jezero poplavilo njihove hiše, polja, mesta in dele nekaterih mest. Pod vodo so končali tudi stari templji, grobnice in arheološka najdišča. Strokovnjaki so se trudili preseliti ali dokumentirati nekatere pomembne artefakte, preden so napolnili akumulacijsko jezero. Vendar pa ni bilo mogoče rešiti vsega. Pojavile so se tudi težave, kot so plazenje tal in spremembe naravnega stanja reke Jangtze. Obstaja tudi znana trditev, da je teža akumulacijskega jezera nekoliko spremenila vrtenje zemlje. To je mogoče izmeriti z uporabo podatkov. To je zelo občutljiva oprema, vendar je učinek izjemno majhen in ne povzroči nobene zaznavne spremembe v dolžini dneva. Brana treh sotesk zagotavlja ogromno električne energije. Vendar pa to jasno kaže tudi, da lahko veliki projekti prinesajo velike koristi
hkrati pa povzročijo trajne učinke na ljudi in naravo. Številka 2. Predor pod Rokavskim prelivom. Pod Rokavskim prelivom je predor, ki povezuje Anglijo in Francijo. To je predor pod Rokavskim prelivom. Skupna dolžina tega predora je skoraj 50,5 km. Približno 37 km tega predora poteka pod morjem, zato je to predor z najdaljšim podmorskim delom na svetu. Navadni avtomobili ne vozijo skozi ta predor sami. Avtomobili, tovornjaki, avtobusi in motorna kolesa se naložijo na poseben vlak, imenovan Le Shuttle. Tukaj vozijo tudi potniški vlaki Eurostar in tovorni vlaki. Zgrajeni so bili 3 vzporedni predori. 2 velika predora sta namenjena vlakom in med njima je manjši servisni predor. Srednji predor se uporablja za vzdrževanje v nujnih primerih in za evakuacijo potnikov, če je to potrebno. Velika gradnja se je začela leta 1988. Delavci iz Anglije in Francije so hkrati kopali s pomočjo velikih strojev za vrtanje predorov. Medtem ko je stroj napredoval, je izkopaval kamen. Stene predora so takoj oblagali z betonsko oblogo. 1. decembra leta 1990 2 skupini sta se srečali pod morjem. Po dodatnih gradbenih delih in testiranjih je bil predor pod Rokavskim prelivom uradno odprt leta 1994. Zaradi tega je zdaj mogoče potovati med Britanijo in celinsko Evropo, ne da bi se morali vkrcati na trajekt ali letalo. Samo prečkanje z Le Shuttle traja približno 35 minut. Gradnja je bila draga in stroški so presegli prvotne ocene. Vendar se še danes uporablja vsak dan za potniške vlake, vlake za prevoz vozil in tovorne vlake. Predor pod Rokavskim prelivom je kot dolga podzemna železnica. Edina razlika je, da je nad njim morje samo. Številka 1. Delta Works. Velik del Nizozemske je nizek in ga zlahka poplavlja. Zato je država zgradila ogromen sistem jezov, nasipov, zapornic, prelivnih zapornic in pregrade za zaščito pred nevihtnimi plimami. To je Delta Works. Projekt se je začel po hudi poplavi Severnega morja leta 1953. Nasipi so popustili in obsežna zemljišča so bila poplavljena. Več kot 1800 ljudi je umrlo na Nizozemskem. Po nesreči se je vlada odločila ukrepiti zaščito države pred morjem. Namesto da bi varovali zelo dolgo obalo, so zaprli ali zmanjšali nekatere odprtine, kjer bi lahko nevihtni valovi zlahka vdrli. Delta Works sestavlja več velikih struktur za zaščito pred poplavami v jugozahodni Nizozemski. Ena najbolj znanih je pregrada vzhodne Šelde. Dolga je skoraj 9 km. Ima velika vrata, ki jih je mogoče zapreti, kadar obstaja nevarnost hude poplave. Ko je vreme normalno, so vrata odprta. Morska voda lahko vstopa in izstopa. Tako se naravni primovanje nadaljuje in ribe ter školjke lahko živijo na tem območju. Ko pride do močnega neurja s poplavnim valom, se vrata zaprejo, da preprečijo vdor prekomerne količine vode. Delta Works vključuje tudi pregrado Majsland, ki ščiti pot do pristanišča Rotterdam. Ima 2 ogromni premični vratni krili. Ko pride do nevarnega poplavnega vala, se ta vrata zavrtijo proti sredini vodne poti in se zaprejo kot 2 veliki vrati. Sistem deluje samodejno. Računalnik spremlja vodostaj in vreme. Ko voda doseže nevarno višino, se lahko pregrada zapre. To pa še ne pomeni, da je Nizozemska zavedno varna. Morska gladina se še naprej dviguje, zato je treba tudi okrepiti, popraviti in nadgraditi protipoplavno zaščito. Vendar je jasno, zakaj so Delta Works tako pomembni. V drugih državah so jezovi in poplavna vrata zaščita le za nekatera mesta. Na Nizozemskem so del razloga, zakaj velik del države ostaja suh in primeren za bivanje.